Ja, krožijo vsi materiali, prvo pa energija, se pravi, lahko krožimo v materialu, ampak hkrati moramo vedeti, da s tem zadržujemo tudi energijo in olajšamo krožne procese. Ja, civilizacija kroži, nek nivo civiliziranosti se nekako ponavlja, pa pade, pa spet ponavlja. Ja, prva asociacija bi verjetno rekel, da je neka ekonomija, oziroma neki denar, oziroma neke dobrine v tej ekonomiji in je to neko izmenjevanje oziroma kroženje. Oziroma moglo bi biti kroženje. Gibanje kot kroženje je tudi zanimivo, zaradi tega, ker se je ena točka vedno enako oddaljena od središča. Ja, meni se zdi, da najbolj krožijo pač stvari v naravi in mi moramo posnemati te procese, zaradi tega, ker če ne se sam nabirajo smeti, ki jih na eni točki ne bomo več mogli nikamor dati. Na Regionalni razvojni agenciji Ljubljanske urbane regije svoje aktivnosti intenzivno usmerjamo k oblikovanju ekonomsko učinkovitega in trajnostnega razvoja. Ljubljanska urbana regija ima res veliko moč kreativnega potenciala in v tej poslovni verigi pohištva iz papirja, katera je nastala v okviru projekta InnoRenew, smo želeli ta potencial povezati z raziskovalnimi inštitucijami in s podjetji s ciljem iskanja novih povezav za razvoj krožnega gospodarstva. Mislim, da krožno gospodarstvo pravzaprav ni prihodnost oblikovanja, ampak je sedanjost, zato ker je v bistvu to nujno potreben razmislek pri načrtovanju, oblikovanju, produkciji, trženju kakršnega koli izdelka danes. Vsak oblikovalec, vsak načrtovalec samega izdelka, storitev mora razumeti od začetka do konca, kako dobimo neko surovino, kako nastane, kako jo lahko obnovimo, kako lahko reuporabimo ali recikliramo polizdelke, izdelke, celotne izdelke, celo surovine in tako naprej. To, kar se nam je zdelo mogoče ključno izpostaviti je, to se pravi ena in mogoče taka prva asociacija je seveda kroženje materiala. Druga stvar, ki je pa potrebno razmisliti in jo bomo nadaljevali tudi v samem izobraževanju, je pa, da pač treba to kroženje jeti širše, to se pravi tudi v same poslovne modele gospodarske, v same storitve, se pravi vsa ta logika razumevanja tega kroženja mora postati integrirana pravzaprav v vso naše življenje, v našo družbo, v naš način delovanja. Brez tega znanja ne samo, da oblikovalci ne bomo mogli nič produktivnega narediti v prihodnosti, ampak tudi sama družba ne bo mogla več biti vzdržna. Ta znanja, ki smo jih pridobili o krožnem gospodarstvu, so pač nujna, zaradi tega, ker enostavno ljudje vedno potrebujemo nove produkte, hkrati pa se zdaj zavedamo, da ti novi produkti ustvarjajo to, s čimer se borimo in vidimo po poročilih vsak dan, naravne nesreče, toplotne segrevanje ozračja. Tako kot so stvari zdaj enostavno drugače ne bo šlo naprej. Pač ne more biti vse naravnano tako samo za potrošnjo, za kratkotrajno uporabo, brez razmišljanja o tem, kam grejo te materiali, kaj se zgodi potem, samo razmišljanje o tem, kdaj bomo lahko kupili novo. In se mi zdi to zelo pomembno, ker mogoče lahko z našimi izdelki potem tudi spreminjamo, se pravi, miselnost ljudi, ki uporabljajo te produkte in tudi oni začnejo posledično ravnati bolj krožno. Oblikovanje v papirju, oziroma v tem primeru oblikovanja pohištva v papirju je pravzaprav klasična oziroma skoraj zimzelena naloga oblikovalska. Zdaj, kar ta naš projekt odstopa oziroma je na višji ravni kvalitetne, je pravzaprav zaradi raziskave, kjer je bila napravljena zelo temeljito in smo iskali nove uporabniške možnosti za izbran material. In dejansko so rešitve pokazale kar veliko inovativnost na področjih, kjer bi lahko izbran material uporabljali. Zdaj, podstat seveda projekta je krožni pristop na vseh nivojih, pravzaprav od načrtovanja do izbire resursov, do uporabniške izkušnje in kasneje tudi, kaj se zgodi, ko se življenjska doba izdelkov zaključi. Ja, v bistvu ključna stvar je bil ta krog krožnega gospodarstva papirja oziroma neke papirne industrije. Papir se lahko reciklira samo določnokrat, zato ker se potem vlakna preveč skrajšajo. In potem, ko papir tako 6-krat ali pa 7-krat recikliramo, v bistvu iz teh celuloznih vlaken ne moramo več narediti papirja, ker so super kratka.
in v veliki večini primerov se to zažge oziroma se to uporabi za neko gnojilo. In potem sem pa iz tega izpeljal, da mogoče pa to še ni nekaj, kar bi tako uporabljali kot gorivo, ker je to res ena slabših možnosti. In raziskoval, če je mogoče iz tega možno narediti še kaj drugega, kaj bolj uporabnega. Obstoječa volilna infrastruktura je torej namenjena samo za enkratno uporabo. Glede na to, da je obseg same izvedbe volitev ogromen in da se s tem dotaknemo več kot 3000 volišč, to pomeni več kot 10 000 kosov volilne opreme, ki se enostavno odvrže stran po enkratni uporabi. To pomeni, da imamo ob enih volitvah več kot 5 ton odpadkov v obliki kartona in to se mi je zdel izjemna priložnost, da to spremenim in preko večkratne uporabe torej moje volilne infrastrukture, ki je prenovljena, torej uporabniku bolj prijazna, hkrati pa tudi bolj trajnostna, prehrano več kot 10 ton papirja, kar je ekvivalent približno 100 drevesom. Ključno mislim, da je v bistvu modularnost, zaradi tega, ker se v primeru, da se v bistvu produkt poškoduje, lahko vseeno zamenjamo sestavne dele, kar pri ostalih produktih v večini primerov se torej jih ne da popraviti in jih potem takoj zavržemo. V tem primeru pa lahko v bistvu zamenjamo sestavne dele in hkrati nekako jih v bistvu lahko tudi sami doma izdelamo, ker imamo vedno nek, se mi zdi, odpadni karton doma. Tako da je v bistvu, mislim, da to je glavna stvar. Bistvo mojega projekta je uporaba časopisnega papirja, ki se predela v toplotno celulozno izolacijo. Časopisni papir do uporabe v produktu zaokroži 5-krat v reciklažnem ciklu. Za uporabo v samem produktu pa dodamo 2 življenjska cikla samemu materialu, na koncu pa nam v bistvu primesi papirju, kot so borova sol in aluminijev oksid, omogočata, da zavržemo produkt na kompost in s tem spodbudimo novo življenje. Poleg rezultatov, jaz mislim, da projekt deluje tudi na nivoju sporočilnosti, kjer nagovarja uporabnike, nagovarja družbo in nagovarjamo prihodnost. Se pravi, kako bi lahko z boljšim pristopom v prihodnosti gradili boljše okolje in boljšo družbo.